Prijazen pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica. Tudi tokrat novic ni ravno v izobilju, so pa zato toliko bolj odmevne. Mednje nedvomno sodi svečana obeležitev 20. obletnice delovanja Srednje šole Slovenska Bistrica. Med gosti je bil tudi predsednik države Borut Pahor. Srednja šola Slovenska Bistrica je stara 20 let. Skozi številne izzive in prelomnice je prerasla v uspešno izobraževalno ustanovo, ki je tesno vpeta v lokalno okolje. Jubilej so v četrtek, 4. aprila, počastili slavnostno akademijo. Magistrica Iva Pučnik-Ozimič, ravnateljica Srednje šole Slovenska Bistrica, je povedala, da je jubilejno leto čas za premislek o njihovem delu, o poslanstvu in novih izzivih. V široki zazrtosti je 20 let skromen jubilej. Za nas pa je to dinamičen čas od zahtevnih začetkov do uresničene priložnosti. Jubilej zato doživljamo s prazničnim ponosom in zadovoljstvom, da smo dano priložnost razvili uspešno in sodobno šolo. In hkrati s skrbnostjo, da smo dostojni naslednik dolgoletne srednješolske tradicije na Slovensko-Bistriškem. Če ne bi bilo krajših prekinitev, bi letos lahko praznovali častitljivih 140 let. Želja za ponovno vzpostavitev srednješolskega izobraževanja v kraju je povezala mnoge energije, da smo se mogli veseliti prvega šolskega dne, to je 1. septembra 1999. Prva leta naše šole v mnogih prostorih po mestu so poleg vsebinskih snovanj zaznamovala tudi intenzivna prizadevanja za novo gradnjo, v katerih je bila nenadomestljiva podpora občine Slovenska Bistrica in mnogih posameznikov. Uspelo nam je. Leta 2003 smo položili temeljni kamen za novo zgradbo. V novo stavbo smo se selili marca 2005. Jo svečano otvorili maja in tako navdušeni zaživeli v novi stavbi na 5000 kvadratnih metrih, v svetlih učilnicah, sodobno opremljenih laboratorijih in prostorni telovadnici. Kmalu smo obeležili 10. obletnico in nato 20. Jubilejno leto je čas za premislek o našem delu, o poslanstvu, o novih izzivih. Je priložnost, da se srečamo z vsemi generacijami z več kot 3300 mladimi, ki smo jih v 20 letih opisali v programe ekonomski tehnik in trgovec, ekonomski tehnik poklicno-tehniški program ter splošna gimnazija, če jih navedem, kot smo jih pridobivali. Z različnimi programi smo si prizadevali odzivati se na potrebe okolja, kar nam je s podporo Impola in lokalne skupnosti pred 3 leti uspelo še s programom metalurški tehnik. Povezujejo nas skupne vrednote, znanje, ustvarjalnost, sodelovanje in odprtost ter skupni razvojni cilji, s katerimi ustvarjamo kulturo dobre skupnosti, ki temelji na odprti komunikaciji. Z dobrimi učnimi dosežki, številnimi uspehi na državnem in mednarodnem nivoju, s pestrimi obšolskimi dejavnostmi, z mnogimi povezovanji doma in v tujini, je naša šola postala pomembno izobraževalno središče v okolju in širše. Zato povsem verjamem v uspešno prihodnost in nadaljnji razvoj, prežet z odgovornostjo vseh nas, ki jo pred nas postavlja vsak posameznik zase in vsaka generacija znova. Skupaj smo s pripadnostjo in z mnogimi zgodbami pustili sledi ter tako sooblikovali današnjo podobo šole. Zahvaljujem se vsem, sodelavcem, dijakom, staršem in vsem drugim, ki ste soustvarjali in bogatili mozaik naše mladostne skupnosti nekoč
in ki to počnete tudi danes. Osrednji gost prireditve Borut Pahor, predsednik države, je izpostavil, da dobra opremljenost šole še ne prinese dosežkov in kakovosti izobraževanj ter tako izrazil spoštovanje vsem sedanjim in bivšim profesorjem šole. Brez znanja tudi talent, odrekanja in vztrajanje niso dovolj, je v svojem govoru poudaril predsednik države. Zbrane je nagovoril tudi dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, ki je po prireditvi izjavil: "Glejte, jaz sem predsedniku vse povedal. Rekel sem, da je to najboljša šola v Sloveniji in nastop je točno to potrdil." Drugi del akademije je namreč zaznamovala kulturno-umetniška stvaritev, ki jo je zasnovala profesorica Tina Mojzer v sodelovanju s profesorico Nadjo Stegne, dolgoletno zborovodkinjo in sodelavko Srednje šole Slovenska Bistrica. Pri izvedbi prireditve so sodelovali tudi Matevž Gregorič s skupino šolskih lutkarjev, Mateja Brečko, ki je poskrbela za odrski gib, koreografinja Nuša Detiček s soplesavkama, recitatorji, solist Blaž Pučnik s performansom Karo Mio Ben, šolska glasbena skupina 32 mg in pevski zbor. Nastopili so tudi bivši dijaki Lara Gril, Nika Motaln in Jure Pak.
kinu Slovenska Bistrica so v petek, 5. aprila, premierno predstavili videospot V nov dan, ki je rezultat uspešno izvedenega projekta skupinskega petja Združenih pevskih zborov. Spomnimo, ob občinskem prazniku so na pobudo Nadje Stegne in Rebeke Potočnik v mestnem parku v Slovenski Bistrici združeni mladinski in otroški zbori posneli pesem V nov dan. Odzvale so se vse šole in vrtci iz občine, tako je pesem zapelo več kot 800 otrok. Avtorica besedila je Rebeka Potočnik, priredbi za mladinske in otroške zbore pa je pripravila Nadja Stegne. Projekt je podprla tudi občina Slovenska Bistrica. Avtor videospota je Rok Frešer. V soboto 6. aprila je motoklub Grofi Atems Slovenska Bistrica v sodelovanju z Avto Krka Slovenska Bistrica organiziral 7. prikaz varne vožnje za ljubitelje motornih koles. Dogodka so se udeležili tudi preventivni motoristi policijske uprave Maribor, ki so pokazali spretnostno vožnjo med stožci, varno izogibanje pred oviro in varno zaviranje. Obiskovalci so lahko s svojimi motornimi kolesi preverili tudi svoje spretnosti vožnje oziroma obvladovanje motornih koles. Na prireditvi je motorist reševalec iz reševalnega centra Maribor prikazal, kako pravilno sneti čelado po nesrečnemu motoristu in začeti s pravilnim oživljanjem. Posebni gost je bil motorist Simon Marčič iz Maribora, ki se je udeležil tudi znane dirke Dakar. Marko Gzelman iz Poljčan, izdelovalec kostum motorjev, je predstavil svoj zadnji predelani motor, s katerim je leta 2017 v Fakerziju zmagal. V kulturnem programu so se s krajšim skečem predstavili zaposleni iz Avta Krka. Predsednik motorističnega kluba Grofi Atems Agim Bahtjaraj je predstavil motoristični airbag s praktičnim prikazom. Po končanem uradnem delu je sledilo druženje in pogostitev obiskovalcev, za katero je poskrbel sponzor tehničnih pregledi Avto Krka. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Od 1. do 8. aprila so obravnavali 15 kaznivih dejanj, od tega 6 kaznivih dejanj tatvine, 4 kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari, 3 kazniva dejanja goljufije, kaznivo dejanje povzročitve lahke telesne poškodbe in kaznivo dejanje zlorabe signalnih sredstev za pomoč in nevarnost. Kalše, neznani storilec je s tatvino lastnika oškodoval za 400 evrov. Slovenska Bistrica, neznani storilec je storil kaznivo dejanje tatvine in s tem lastnico oškodoval za 350 evrov. Prav tako neznani storilec je poškodoval tujo stvar in s tem lastniku povzročil za 500 evrov materialne škode. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 13 prometnih nesreč. Od tega so 4 prometne nesreče obravnavali kot prekršek, v 5 primerih so odstopili od ogleda kraja nesreče, v 4 primerih pa so nesrečo zaključili z uradnim zaznamkom. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so podali 4 obdolžilne predloge na Okrajno sodišče v Mariboru, izdanih je bilo tudi 54 plačilnih nalogov. Zaradi kršitev javnega reda in miru so opravili 4 intervencije in sicer vse na javnem kraju. V 2 primerih so kršiteljema izdali plačilni nalog, v drugih 2 primerih pa so intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom. Bistriški tek je svojo 17. izvedbo doživel v nedeljo 7. aprila in to prav prijetnem, lepem nedeljskem dopoldnevu, ki se je 14. medobčinskim štafetnim tekom prevesil že v zgodnji popoldan. V srednjem teku na 10 km je skupaj teklo 113 tekačev in tekačic, ki so prišli iz različnih klubov in društev. Nastopilo je tudi veliko domačinov, ki so s tem pokazali, da podpirajo to odmevno tekaško prireditev. Absolutni zmagovalec je prav tako kot lani postal član Atletskega društva Slovenska Bistrica Matej Šturm, ki je sprogo opravil v 33 minutah in 41 sekundah. Progo poznam, tako da sem napadal od začetka
Malo se poznajo, dve tekmi prejšnji vikend, se pravi prejšnji vikend smo 21 in malo se poznala potem utrujenost, ampak sem vseeno zadovoljen. Je pa res, da žal ni neke konkurence tukaj, da bi bili časi še boljši, ampak tako pač je. Drugi je bil Aleš Žontar iz športnega društva Nanos, zaostal je slabo minuto, tretje mesto pa si je pritekel 17-letni Klemen Španring, prav tako kot zmagovalec član domačega atletskega društva. Ja, tekma je bila všeč, lepo je bilo, no, šlo je, čas mogoče, malo bi lahko še proval, samo ni več šlo. Zadnjih 3 kilometre, bilo samo muka še. In taktika, ki si nastavil na začetku, je bila v popolnosti izpolnjena? Ja, taktika je bila dobra, zastavil sem si, da te probal Aleša držati prvo, koliko bo šlo, držal sem ga prvo polovico, potem pa sem pač stisnil še sam do konca. Med ženskami je ciljno črto najprej prečkala članica ekipe iz Slovenske vojske Berni Čeplak-Poznič in to v času 41 minut in 43 sekund. Ja, v bistvu zmage nisem pričakovala, sem danes prvič tu in lahko bi rekli, ja, prišla, videla, zmagala. Proga ni tako lahka, odtekla sem jo pa, ja, za zmago. V bistvu sem zelo vesela, no, in se bom še vrnila, sigurno. Izpolnili tisti taktični načrt pred samim tekom vse popolnosti? V bistvu niti nisem šla na zmago, hotela sem sam narediti en dober trening za Istro, ampak mogoče sem igrala malo taktično, da bi se pač prve, druge malo prilimala, ampak enostavno sem kar sama išla naprej in sem ostala sama in tako je bilo celo traso. Kakšna se vam zdi proga? Proga ni tako lahka, so malo taki rahli vzpončki, je pa tudi malo navzdol, kjer sem zelo veliko pridobila, no. Tako da ni tako lahka, no. Zadovoljna je bila v cilju tudi Andreja Žerjav, ki se je med 33 tekačicami uvrstila na 10. mesto. Cilj je dosežen, se pravi 10 odtečena po vseh mojih pričakovanjih. Sama organizacija, same petke, odlično vreme, dobra družba, to je to. Največjo udeležbo so organizatorji imeli v teku otrok in to v 4 različnih starostnih skupinah, kjer je skupaj teklo 363 fantov in deklic. Največ se je med sabo merilo v skupini letnikov 2010 in mlajši, kjer je proti cilju hitelo 126 dečkov in 92 deklic. Nekaj za prihodnost bistriškega teka se po takšni številki najmlajših udeležencev ni potrebno bati. V družinskem teku je sodelovalo 14 družin, ki so v cilj po 700 metrih morali priti skupaj. Najprej so do cilja pritekli in to v 2 minutah in 37 sekundah Maja, Slavko in Linda iz družine Novak. Druga je bila družina Prelog, tretja pa družina Podjavoršek-Košič. Svojo posebno zgodbo bistriškega tekaškega dne pišejo otroci, ki v tem svojem življenjskem obdobju obiskujejo vrtec. Skupaj s svojimi vzgojiteljicami so odtekli 500 metrov in bili na koncu zmagovalci vsi. Moram reči, da mi na bistriškem teku že kar vrsto let sodelujemo, že kar 15 leto in iz leta v leto se priključi vedno več otrok. In sem vesela, da so tudi starši zainteresirani in pripeljajo otroke. Vsako leto jih je torej več in v letošnjem letu jih je bilo skoraj 300. Verjetno pa potem tudi otroci že v vrtcu razpravljajo o tem teku, ko se med sabo pomerijo, torej rekreativno tudi v teku. Zagotovo, njim je zelo pomembno tudi, da dobijo priznanje, da se pokažejo pred prijatelji in zelo uživajo v teku in v gibanju. Ob bok teku na 10 km se je odvijalo državno prvenstvo za veterane in veteranke, kjer sta se najbolje izkazala Aleš Žontar in zmagovalka osrednjega teka Berni Čeplak-Poznič. Na koncu so na tekaško progo stopile tudi štafete s po 3 tekmovalci, vsak je moral preteči 1300 metrov. V 14. izvedbi so to najhitreje opravili Urban Šturm, Klemen Španring in Leon Lorenci. 3900 metrov so zmogli v 11 minutah in 58 sekundah. Vzdrževal sem svoj tempo, pa na zadnjih 200 metrih malo bolj potegnil, tako da sem z večjo prednost. Kaj ti pomeni tole druženje, ta štafetni tek? Zato je fino za dušo, pa tudi okrasi polico s pokali. Med štafetami je na progi garala tudi ekipa Vančekov, ki se redno udeležuje tega štafetnega teka, ne glede na pripravljenost posameznega tekača. V svoji starostni skupini pa so redni osvajalci prvega mesta.
uživam tem tekmo, ni važno toliko rezultat, mogoče sem še imel malo rezerve, ampak predvsem, da se družimo, tečemo, pa se predvsem druženje in to je najvažnejše. Verjetno pa je lahko po končanem teku zadovoljen tudi neutrudni organizator Marjan Štimec. No, mi smo veseli, da smo letošnje leto nam je uspelo pravzaprav doseči to, da je udeležba večja, kot je bila lani. Moram pa tudi to povedati, da bistriški tek ni namenjen tekmovalnemu delu, ampak je namenjen delu, bi rekel, osveščanja staršev, vzgojiteljev, otrok v smislu športne dejavnosti. In to nam uspeva. Letošnje leto je bilo preko 300 otrok iz vrtca in preko 500 iz osnovnih šol, tako da to je cilj našega teka. Zdaj, če nastopi v tekmovalno zastaviš v Koroški pokal 100 ali pa 150 tekmovalcev, to niti ni neki grozen pokazatelj. Naš pokazatelj je to, če nam pridejo mladi. To je to. Današnja informativna oddaja Bistriški tednik je končana. Do naslednjega snidenja vam želimo vse dobro. Pa srečno!